Zavedamo se sedanjega časa, je pa tudi res, da v okviru rentgenskega oddelka, kamor ta mamograf tudi postavljamo, je pravzaprav ena od zadnjih aparatur, ki ta rentgenski oddelek rabi, ker je ta dosedanji aparat star že 14 let. Mi smo v zadnjih letih imeli kar veliko novih investicij na rengenskem oddelku, tako da z veseljem rečemo, da smo ena boljše opremljenih bolnišnic, kar se tiče rentgenskih aparatur. Med množico tem, ki jih vsak dan ponudim našim bralcem, seveda je tudi področje zdravstva, še posebej področje zdravja, in to nas je navedlo k razmišljanju in potem tudi k realizaciji akcije, ki smo poimenovali v Večeru Skupaj stopimo, v različnih dialektih. Gre za humanitarno donacijsko akcijo, kjer smo z regionalnimi bolnišnicami, v katerih regijah smo najbolj prisotni, izvajamo skupaj akcije. In začeli smo na Koroškem, tam smo za bolnišnico Slovenj Gradec zbirali denar za magnetno resonanco, nadaljevali v Celju z bolnico Celje, kjer smo zbirali denar za razvoj robotske kirurgije, ker imajo pač tam robota, nadaljevali za splošno bolnico v Ptuju, kjer smo zbirali denar za mamograf, in sedaj nekako simbolično zaključujemo oziroma smo na sredi akcije zbiranja denarja za mamograf tukaj v Prekmurju za splošno bolnico Murska Sobota. Mi se dejansko poskušamo v naši bolnišnici ves čas zagotoviti tisto nujno opremo, ki jo rabimo za svoje delo, ob tem pa seveda z raznimi akcijami v našem okolju, v dogovori z različnimi sodelavci, partnerji, tudi pridobiti dodatno opremo, ki pomaga zagotoviti tudi višjo kvaliteto strokovnega dela, neke pripomočke, ki pravzaprav predstavljajo neko nadgradnjo neobhodnega, in na tak način zares zagotavljati, da imamo stalno na razpolago tisto opremo, ki nekje dohaja sodobne trende v evropski medicini in ki nam omogoča kot regijski bolnišnici izpolniti ves naš program. Naj povem, da v okviru akcije, ki jo izvaja Večer, so del sredstev pravzaprav namenili Pomurci sami. Mi smo v mesecu marcu, aprilu izvajali tržne akcije, prodajali Večer, in del naročnine in del tega denarja, ki smo ga za akcijo izvajali, to je bilo v znesku 2700 €, smo namenili denarja za sklad za nakup mamografa. No, medijska hiša Večer je temu dodala še, se pravi, 17 000 evrov v oglasnem prostoru, izključno namenjenega za oglaševanje tovrstne akcije. Prekmurci smo znani kot zelo solidarnostno naravnani, socialni ljudje, zato se pri takšnih akcijah, kot je tudi ta v okviru zbiranja sredstev za mamograf, vidi, da ljudje pravzaprav prispevajo v velikem številu, vendar mala sredstva. Ampak smo ne samo zadovoljni vsakega prispevka, ampak to tudi na drugi strani nakazuje, kako ljudje čutijo to bolnišnico kot svojo bolnišnico, kar pa se vedno ne da vrednotiti z denarjem. Kakšne prednosti prinaša nov digitalni mamograf, ki ga kupujete? Področje mamografije je res eno od dejavnosti, kjer je sama diagnostika kar občutljiva. Sodobne aparature omogočajo kvalitetnejši pristop diagnostike, manjšo ekspozicijo nevarnim rentgenskim žarkom, boljšo obdelavo slik, tudi nekako bolj občutljiva diagnostika na specifične situacije, in vse to smo si seveda želeli. Je pa dejstvo, da nekje v nekaj letih medicinska oprema dejansko zastari, če ta izraz uporabim, ko je potrebno posodobiti, poleg tega se tudi stroški vzdrževanja višajo, in mamograf je bilo pač tako področje, kjer smo res ugotovili v letošnjem letu, da če želimo spremljati, slediti te sodobne trende, potrebujemo novo aparaturo. Znano je, da ljudje, ki imajo nižji standard, tiste družbe rabijo več denarja za zdravstveno varstvo. To so tudi študije že pred leti v Sloveniji in Prekmurju ugotovile. V sami bolnišnici pa vidimo, da pravzaprav je vedno več ljudi, ne samo zaradi demografije, tudi zaradi splošnega zdravstvenega stanja, takšnih, ki potrebujejo primarno še več nege, kot pa samega operativnega zdravniškega dela. Seveda pa tega ni manj kot prej,
Medicina je tudi vse dražja, bolj sofisticirana, potrebuje bolj obdelane klinične poti, tako da na splošno lahko rečem, da v tem času težko sledimo napredku medicine.